Ta razstava me pravzaprav zelo prizadene v srce, kako so vse tovarne šle v likvidacijo. V tovarni usnja Kamnik sem delal več kot 20 let in vem, kako je ta razvoj tekel. Vi ste bil direktor, ne? Bil sem direktor 6 let, od 68 do 75 leta. Tudi prejšnji direktorji so skrbno in gospodarno delali s podjetjem. Tako da je prav žal, da se te spomini na tisti čas boleče ohranjajo. Ta razstava pa vsekakor zelo lepo in prizadevno prikazuje to dejavnost tudi te naše tovarne Futoka Kamnik. Poleg direktorskega mesta, kakšno delo ste še upravljal? No, jaz sem bil v svoje čase iz vojske, sem prišel iz partizanstva in sem se zaposlil v tovarni v letu 1952. Vsa leta sem potem sodeloval na različnih področjih, se dodatno izobraževal in na koncu sem pristal na tem mestu do svoje pokojitve. Delali ste zelo dobre izdelke, ko gledamo tukaj na razstavi, recimo tale izdelek. V tovarni usnja smo poleg samega strojenja kož in izdelave na koncu delali tudi te končne izdelke. Tako se vidi, da je tovarna bila vsestransko opredeljena in tudi, bi rekel, napredna na tem področju. Imeli ste dobre modne oblikovalce že takrat? Vsekakor. Imeli smo dobre kadre in vsi so se angažirali, polno angažirali, da je tovarna svoje čase cvetela. Treba je pa priznati, da to je neke vrste proizvodnja, ki so jo smatrali za umazano. Zato je ta tendenca, da bi iz Kamnika šla tudi tovarna usnja, češ smrdljiva tovarna, končno njim uspela. Seveda pa v škodo zaposlenih in pa tudi v škodo Kamnika.